Klimatske spremembe vidimo vsak dan, posledice njihove, ko gledamo poplave, požare, bodisi v Benetkah ali pa v slovenski Izoli, Piranu. Enostavno je razglasiti izredne podnebne razmere, vendar mi moramo narediti dosti več. Moramo najti nove tehnologije, nove priložnosti za podjetništvo, priložnosti za znanost, zagotoviti tudi v proračunih sredstva za to. Ljudem smo dolžni razložiti ukrepe, ki sledijo tem. Kaj bomo naredili na področju energetike, kako bomo zagotovili nizkoogljično energijo, z obnovljivimi viri, pa zagotovo tudi z jedrsko energijo, kaj bomo naredili v kmetijstvu, kaj bomo naredili v prometu, da se bodo ljudje zavedali in da bodo del teh sprememb, ki jih bodo tudi podprli. Kar je še prav tako ali pa še bolj pomembno, pa je prav, da se ta vloga, ki jo Evropska unija igra doma, prenese širom po svetu in da v to prepričamo tudi največje ekonomije ZDA, Kitajsko in pa Indijo.